bi začel kar jaz se bom omejil predvsem na tehnično plat oziroma prevajalsko plat te zadeve. Gre pravzaprav za zelo težko knjigo, težka pa zato, ker je nekaj posebnega oziroma nenavadnega. Kot je že predgovornica rekla, gre za predavanja in ta posebnost oziroma nenavadnost je v temu, da gre za prenos teh predavanj, se pravi govorjene besede v pisano besedo. Zdaj, pisana beseda, vemo, ima svoje zakonitosti, počem govorjena beseda je bistveno manj vezana na te zakonitosti. In to se lepo kaže tudi v samih predavanjih, kjer recimo Adorno načne neko temo, govori o njej, potem naredi nek zastranek, ekskurs, potem ponovno poišče začetno nit stavka, nadaljuje, potem pride kakšen medklic iz občinstva, ga prekine in znova išče nit, nadaljuje ali pa sploh čisto spremeni temo in v bistvu se izgubi. Čeprav uspešno zaključi vsa predavanja. Vsako predavanje se začne z nekimi uvodnimi opombami, ki so v bistvu čisto neke take splošne narave, recimo se tičejo visokošolske politike, potem kakšnih internih oziroma čisto tehničnih plati, recimo da ne dela mikrofoni oziroma da mikrofon stavka, kot reče Adorno. In s tem v bistvu vnese neko posebno vzdušje. Mi ko knjigo beremo, oziroma jaz, kot sem je prevajal, sem se počutil kot na predavanju. Recimo vsi mi vemo, smo obiskali predavanja, imeli smo predavatelje oziroma učitelje, ki so bili zanimivi in smo se trli na predavanjih oziroma obratno učitelje, predavatelje, ki niso bili zanimivi in smo čakali ponovati 3 študente, da smo sploh imeli predavanje. Mislim, da Adorno takih problemov sigurno ni imel. Razbrati iz teh predavanj je tudi, da so se jih udeleževali sami začetniki, se pravi najbrž prvi letniki sociologije in potem tudi druge zainteresirane osebe. Kar se mi posebej, oziroma mi je vzbujalo pozornost, tukaj so ti Adornovi nenehni pozivi študentom oziroma slušateljem, naj vendarle za božjo voljo sežejo po sami literaturi, naj berejo, naj sami iščejo, raziskujejo, razmišljajo in naj ne pričakujejo od učiteljev oziroma predavateljev, da jim bojo prinesli teorijo, znanje na pladnju. In to, recimo, je spet, če se vrnem na predavatelje, ki smo imeli, pa nismo imeli splošna praksa. Zdaj, kaj več o samem Adornu, mislim, da bo gospa Totova vedela povedati, oziroma bo absolutno povedala. Tako da jaz bi s tem pravzaprav tukaj zaključil. Kaj se dodam še to, da je zadeva težko berljiva, predvsem zaradi raznih urivkov noter, se pravi, dostkrat se pojavljajo neki oglati oklepaji noter, in to so recimo spet pasusi, ki so v bistvu iz teh zvočnih zapisov niso bili čisto povsem dobro razberljivi in gre včasih mogoče za interpretacijo in je potem na koncu vprašanje, ker ni nujno, da je recimo ta interpretacija točna. Včasih se pojavljajo enostavno 3 pikce, se pravi tam, kjer je stvar čisto nejasna, nočejo riskirati oziroma se podajo do kakršnokoli interpretacijo. Pa, kot sem že rekel, dostkrat so potem ti razni medklici noter, se pravi odzivi publike, se pravi samih študentov, včasih so odobravajoči, včasih so negativni. In vsak tak medklic sproži potem Adornovo odziv, dostkrat pride zaradi teh medklicov, kot sem rekel, potem tudi same spremembe teme. Tudi zdaj tukaj jaz prepuščam besedo profesor Totovi. Naj še povem, ona je bila v mojih študentskih letih predavateljica in eno izmed teh, ki nas je spodbujala k branju. Hvala za pozornost. Lepo pozdravljeni. Dovolite, da začnem svoj prikaz o Adorno s tem vprašanjem, zakaj v celotni Adornovi misli, celotni, nikakor ne samo v sociologiji, tolikšni poudarek na družbi, na družbenem. Vzamimo 3. predavanje uvoda v sociologijo, kjer Adorno opozarja, navajam,
da osrednji pojem sociologije, torej tisti, ki bi ga danes številni sociologi najraje vrgli v stran, je pojem družbe. In kakorkoli že, sociologija vendarle pomeni logos o societas, se pravi spoznanje ali vednost o družbi. Že v svojem času je Adorno in mnogi drugi iz frankfurtske šole ugotavljal, da gre za pojem, ki se ga ne da več uporabljati. Kot da bi na drugi strani pritrjevali tezi Margaret Thatcher, da družbe kot take sploh ni več, ampak so samo še posamezniki, ki jih je treba individualizirati. Mi smo z Adornom na terenu frankfurtske šole, ne odrekamo se temu izrazu, čeprav je pogosteje rabljen izraz kritična teorija, oziroma kar kritična teorija družbe, katere prototip je Marxova teorija družbe, izrazito poudarja Adorno v svojem zadnjem predavanju julija 1968 in torej samo eno leto pred smrtjo. Torej, Marx ni amputiran. Glede na zbrano publiko, dovolite neko obče kulturno opozorilo. Če vzamemo Adornove sodelavce, recimo, tukaj izstopa ime Herbert Schnedelbach, potem ne more mimo njegovega opozorila, da je beseda družba doživela vzpon v 50 letih zdaj že prejšnjega stoletja. In tukaj je treba upoštevati zelo svojevrstno usodo dveh besed, namreč kulture in družbe, in seveda to izrecno poudarjam, kar s svojim vplivom seže celo naš slovenski prostor. Vemo, da je v 19. stoletju beseda kultura pomenila izrazito desničarsko usmerjenost, kajti samo sociologijo so označevali za socialistično, med drugim tudi zgodovinar Heinrich von Treitschke. Skratka, beseda družba v Nemčiji je pomenila levo besedo, vemo pa, da je družba prostor med posameznikom in državo, med vsemi prav vsemi. Tu ni nikakršnega elitizma. Beseda kultura pa je bila privilegij teh konzervativcev, prepoznavni znak zahodnjakov, varuhov večnih vrednot, in od konca 18. stoletja je veljala celo kot nasprotje civilizaciji, ki sicer materialno-tehnično, seveda gre za udomačevanje človeka, lajša življenje ljudi. In kultura pomeni etizacijo, smo v bližini Kanta, estetizacijo, poničajo človeškega življenja. In gledajte, ta trivialna delitev družba-kultura se nadaljuje po drugi svetovni vojni vse do danes, tako da Goethe, operni abonma, drage koncertne dvorane, rdečo vino pomenijo kulturo. Železnica, jabolčnik, kino, gasilska veselica, pa civilizacija. Skratka, ta delitev je še danes ohranjena in seveda ta kultura je stvar teh vzvišenih, prestižnih, arogantnih. In ob to seveda se je Adorno moral spotakniti. Sprašuje se, pa kakšna je ta kultura, ki ni preprečila holokausta, in ravno v tej, dovolite, pojmovni delitvi na družbo in kulturo. In dovolite, bolonjski študijski programi so neverjetno popularizirali študij kulturovi, antropologija kulture, psihologija kulture, filozofija kulture. Še in še so naštepali te pop študije. Naš oddelek za sociologijo
si je pa zelo prizadeval sociologijo ohraniti v tem humanističnem kontekstu in v tu predlog za prevod dela Uvod v sociologijo, kajti to, o čemer govori Adorno, nas nagovarja o nekaterih najbolj temeljnih vidikih humanizma. Sociologija nikakor ni samo družboslovno področje. No in priznam da je FDV fakulteta, nekdanja FSPN, to delitev sprejela, jo spoštuje in mi to na intelektualni ravni nadaljujemo. In to je, veste, izjemna prednost, ki se jo moramo zavedati, nadaljevati in spoštovati. Skratka, kar seveda Adorno očita nemški kulturi to, da ni preprečila holokausta, Auschwitza. To je tisto dejstvo smrti, ki je po Petru Sloterdijku, njegovem genialnem učencu, spremenilo Nemčijo v nekaj, kar Sloterdijk imenuje tetovaža. In tukaj, poglejte, je Adorno predaval vedno skrajno resno. Ni se nasmehnil in večkrat svoje slušatelje opozarjal, pa kako naj je razpoložen. Pravi, ko ta trenutek padajo bombe po severnem Vietnamu, z napalmom uničujejo življenje narave in ljudi. Pravi, ta trenutek, ko sem to izgovoril, je že na 100 mrtvih. Po drugi strani pa ta opravljeni svet, ki poje protestne songe, služi, se gre za služkarstvo in poglejte, zato ni maral tega prepevanja po teh levičarskih shodih od John Baez, Beatlesov, kajti to je konzumirano trpljenje, to je pa tisto, glejte, za kar naj Adorno odprl oči. Danes trgu nič več ne ubeži. Uveljavil je pojem kulturna industrija. Danes je postala ikona celo ta mučenica iz holokausta Ana Frank. Konzumirati trpljenje za te namene je seveda po Adorno amoralno. Ne bi rada bila predolga, vendar dvoje, troje stvari pri Adorno moram omeniti. Adorno se zaveda, da vse, kar je tu, je posredovano z zgodovino in sociologija proučuje pojave, v katerih je nakopičena zgodovina. In to, kar je družba, tisto pohezivo, ki je tu, je menjava, profit. Ja, pravi, tega pa v naravi ni. Vse, kar je tu, je posredovano in zato se je Adorno zelo oprl tem iz Freiburga, ki so iskali nek začetek, nek arhet. Pravi, ni tega. Vse ima akt posredovanja z zgodovino, ničesar ni tu, kar bi smeli imenovati zlata doba, za katero Adorno ugotavlja, da niti ni dokazal, da je ta zlata doba kdajkoli bila. Torej, temeljna Adornova mišljenjska struktura je odnos med neposrednostjo in posredovanjem. Tukaj je pa Adorno izrecno apeliral na moč vsebinskega mišljenja. Vsebina je nekaj, kar mora prevzeti nase in filozofija in sociologija, v tu njegov znan apel. Premoč vsebine kaže nezadostnost metode in tukaj je Adorno neverjetno aktualen, ne v novinarskem smislu, ampak v smislu vselejšnjosti,
Kajti redukcija mišljenja na metodo je ugotovitev značilna tako za Martina Heideggerja, Nikolaja Hartmana, Paula Feyerabenda, Hansa Georga Gadamerja, to je njegovo delo Resnica in metoda, ko vsi ugotavljajo, da če se mišljenje preveč reducira na metodo, s tem izginja iz misli subjekt. Ja, resnica pa ni nekaj, kar bi ostalo na področju humanistike z izgonom subjekta. In glejte, tu so tista načelna razhajanja še pred letom 1933 z fenomenologijo, pozitivizmom, da ne govorimo o tem načelnem razhajanju z marksizmom in leninizmom v njegovi ideološki provenienci. To je pa seveda misel, ki jo njegov učenec Oskar Nett imenuje legitimacijska teorija, ki je prisegala na enotnost med teorijo in prakso. Adorno je rekel vragu z njo. Deklarirana enotnost med teorijo in prakso je teorijo sesuvala, sramotila, skratka teorija je bila transformirana v manipulacijo, čisto manipulacijo. Enotnost med teorijo in prakso je nekaj, kar ni znal misliti niti pozitivizem. Oba z Marcusejem sta na Korčuli vpila, pozitivizem je smrt za filozofijo. Da prehaja teorija v čisto taktiko je značilno celo za Austinovo Theory of Ordinary Language, ne vem, kak izraz imate za to sociologi, skratka grejte. Teorija je digniteta misli, zmožnost razmišljanja. Ne spreminjati teorije taktiko. Še enkrat, to je mnogim očital. Kult zlate dobe. Tukaj se je Adorno zelo razšel z tistimi teorijami, ki skušajo presegati na pesniško dojemanje. Pravi, to je regresija zavesti. To je nekaj predpotopnega in to je zelo zameril Heideggerju. Z njegovo tezo, češ, čudi se lahko samo še pesnik, in Heidegger je v svojem slavnem svetovno odmevnem predavanju postavil tezo, da je treba nekako filozofijo vračati na predpojmovno raven. Če se to dogaja, pravi Adorno, potem mi porivamo bit obilost, to pa kar je, pa ni samo bilost. Adorno išče alternative, možnosti temu. In on, kot materialist, ki že 16 leti bere Kantovo kritiko čistega uma kot materialist, lepo pove, materialistična zareza skozi svet ni ovekovečila materializem zaradi materializma, ampak je predočila ljudem to, da smo ljudje najprej bitja potreb, ne pravic, in da imamo ravno tako potrebo po sreči, kot po svobodi, in pravi, idealizem je to svobodo zapiral v meje notranjosti, kjer je obtičala nemočno, tako kot Hamletovo stokanje. Platono pa je povedal svojo temeljito kritiko. Že od vsega začetka sta idealizem in nasilje pobratima, pravi, ni naključje, da je Platon kar nekaj Demokritovih spisov dal požgat, da so se pa nekateri ohranili, to je preprečila samo karizma, ki jo je Demokrit takrat v tistih časih že imel. Skratka, ko Adorno govori o tem, kaj je sedanji svet, spet ne more pritrditi Husserla, ki je zavpil ven iz krize človeštva z obnovo starogrškega logosa. Pravi Adorno, pa mi ne živimo v času starih Grkov. Mi živimo ranjeni, načeti z dejstvom trpljenja zaradi industrije smrti in Hirošime. Pravi, zato je treba subjektivnost ranjeno
Refleksija iz odkrnega neživljenja, znati reflektirati iz pogojev, ki to bolečino porajajo. In zato pravi, niti komponiranje enega Igorja Stravinskega ni več resnično. Vse to je komponirano v stilu sponovmečanstva, ki mu ustreza komponiranje Beethovna in Bacha. Zdajšnja glasba je glasba disonance, nekonsonance, raztrganost, bolečina. Skratka, Adorno seveda je, podobno kot drugi njegovi kolegi, moral emigrirati v Združene države, da je sploh preživel. To je svet, o katerem je po vrnitvi iz Amerike zapisal, da sta za represivno družbo značilna to, da sta pobratima svoboda in nesramnost. Mene so moji ameriški kolegi opozorili na to Adornovo misel. S Habermasom sta se lotila študije, ki mislim, da zdaj na oddelku za sociologijo to oživljajo, kako je pravzaprav z interakcijo med ekonomijo in kulturo. Enako težko je bilo misliti, razmišljati v nacistični Nemčiji, kot pozneje v Ameriki. In zato poglejte, je ena najbolj pretresljivih zapisov o mišljenju tale. Misliti ne pomeni nič več drugega, kakor v vsakem trenutku vedeti nad tem, ali moramo misliti. Torej, znati razmišljati še v najbolj brezizhodni situaciji, kajti nemišljenje je zlo. To je ugotovitev, do katerega je neodvisno od Adorna prišla tudi Hannah Arendt. Danes povzema Jürgen Habermas to zmožnost vsak trenutek misliti tam, kjer ni pogojev za razmišljati. Habermas za svojim apelom negovati refleksionšu oziroma refleksijski zagon. Naj tu omenim delo, to je Potopljeni in rešeni. To je delo, ki kaže, kako nekdo, ki je intelektualec, v taborišču preživi zato, ker vsak dan skuša misliti. Primo Levi recitira italijansko poezijo. Skratka, iz vsega tega potem poglejte. Adorno vedno znova apelira na zmožnost, srečo mislenja, znati razmišljati še v najbolj brezupni situaciji. Peter Sloterdijk je njegov genialni učenec. Peter Sloterdijk je moja 68. generacija. To je generacija, ki je z jurišem na nebo želela spremeniti v svetu razmere tako, da bi vsak človek, vsako bitje našlo svoj kotiček za dom, domovanje. Tako kot je tudi ljubezen med dvema človekoma sredstvo, nikdar cilj, sredstvo, da si ustvarita prostor za domovanje eden od drugega. Vidite, iz Adornove biografije, ko je živel v Združenih državah, pa vemo, da se je v Los Angelesu družil tudi s filmskimi lepoticami. Ni bil ravnodušen do njih, menda je komuniciral celo z Greto Garbo, pa vendarle, kakorkoli že, domnevam, da je marsikaj iz tega, kar on imenuje razsvetljena dialektika, nastalo v soočenju s tem, da mu je doživljanje nečesa erotičnega pomagalo preživeti. To me spominja na moj pogovor z Pahorjem, ki je rekel, veste, ko so me ameriški vojaki v taborišču rešili, me je rešilo to, da sem se do ušes zaljubil v eno medicinsko sestro in zaradi tega na novo oživel. Veste, tako priznanje dati erotiki
temu načelu, ki reče življenje, da to je nekaj izjemnega. Jaz se to potrjuje samo še ta lepa slovenska misel, ljubezen je bila, ljubezen še bo, ko tebe in mene na svet več ne bo. Skratka, Adorno smatra, da je uvod v njegovo misel, filozofijo, sociologije, uvod v dialektiko. In to dialektiko on razume, počasi končuje, kot striktna, konsekventna zavest o neidentiteti in polno, nereducirano izkustvo v mediju pojmovne refleksije. Adorno je težak. Njegove pojmovne izpeljave so bližje Kantu kot Hegelu. Končala bi pa s tem. Veste, pojmovno dojemanje nas pripelje do uvida v to, da se na področju humanistike, kamor sodi filozofija, sociologija, pojmov ne da definirati. In tukaj poglejte, on seže k Nietzscheju, kajti Adorno je v marsičem Nietzschejevec, ne Nietzschejanec. In glejte, Nietzsche nas je zelo lepo upozoril. Definirati se da samo to, kar je zunaj procesualnosti in zgodovine, in kar vsa zgodovina od Platona preko Kanta do Adorna ponavlja, mi na področju humanistike lahko pojme samo opredeljujemo, zato uporabljamo dva izraza. Eksplikacija, ekspozicija pojma. Razlika je v tem, da na področju kvantitativnega določanja, matematizacije vednosti, mi pomen pojma določamo, na področju humanistike gre za to, da mi pomen pojma ugotavljamo. Skratka, Adorno je mislec, ki hkrati ohranja zelo spoštljiv odnos do teološkega izročila. Kakorkoli se vam zdi čudno, on primerja Kantov agnosticizem in judovski teologomenon. Izrecno prepoveduje humanistiki vzpostavitev kategorije totalitete in tu se srečuje, je sočasen z Jaspersom. Oba sta to počela. Pri prepovedi pojma totalitete pa gre za to, da to ne pomeni odklanjanja pojma celote, kajti če misel pojma celote ne premore še ni na ravni teorije, kar je učitev pozitivistov. Končujem s tem. Karkoli, o čemerkoli že vemo, se moramo zavedati, da je celota te biti, ki jo preučujemo, daleč nad vsemi našimi spoznanji. Torej, kantovski agnosticizem in judovski teologomenon, ki nam veleva nikdar se odreči ideji nesmrtnosti, in tu je domala preklel vse, ki so s pomočjo Heideggerjeve tanatologije so krivi za to, da je iz novejše evropske kulture izginila ne samo metafizika, ne samo pojem duše, ampak tudi ideja nesmrtnosti. Glejte, ta misel je zelo lepa. V hebrejščini gre za besedico olam in počivaj v miru bi pravzaprav morali dobesedno prevesti počivaj v večnosti. Gre za učasovanje bivajočega kot čas brez konca v večnost. Vidite, to je smisel svetosti, ne gre ga zameljevati z tem nihilističnim čas brez konca v nič. Samo tisto spoznanje. To je zadnji stavek Adornove negativne dialektike iz leta 66, ki pravi, mišljenje je šele takrat pravo mišljenje, če seboj posreduje nekaj mesijanskega. In tako mišljenje je solidarno z metafiziko trenutko njenega sesutja. Hvala.